2024, če skupaj seštejemo številke, dobimo število 8. Tako numerologi gledajo, kakšna bo vibracija in kaj lahko pričakujemo. Danes je v naši družbi numerologinja Lili, lepo pozdravljena, dobrodošla. Juja. Torej, tale osmica kot taka, mnogi obožujejo osmico, tudi zaradi tega, ker jo lahko obrneš, pa pomeni večnost. Res je. Ja. Obožujemo jo, ker simbolizira obilje, ker simbolizira manifestiranje, našo notranjo moč, opolnomočenje, se pravi, vse to so energije, v katere stopamo. Če smo naredili delo vseh teh preteklih let, za katere vemo, da že od 2019 so bila kar naporna. Se pravi, je to tisto leto, ko bomo počivali, ali je to tisto leto, ko bomo ugotovili, zdaj smo pa tako garali, zdaj se pa končno nekaj vidi? Počivali ne bomo, nažalost še ne, ampak dejansko pa bomo imeli občutek, da se končno naš trud nekje vidi. Se pravi, 2019 je bilo zelo karmično leto, 2020, 2021, 2022, mojstrska leta, nihanje in tako naprej. Imeli smo občutek kot hrček na tistem okrogu. Smo bili aktivni, smo delali, smo se trudili, smo rasli, smo se učili, smo odpuščali, smo zdravili, smo podoživljali, vse kar češ. Kaj pa zdaj? Končno prihajamo v neko to energijo, ko bomo nekaj premaknili, pa bo občutek, da bo tam ostalo. Ne, da bo pripeljal neki veter in bo to podrlo. Kljub temu, da vzporedno govorimo o političnih spremembah, o strukturnih spremembah, o neki novi realnosti, absolutno, ampak končno jo pričenjamo graditi. To pa je dobro, ne? Ja. To pa je dobro, ne? Konstruktivna energija prihaja, veliko bolj strukturirana energija. Tudi naše misli bodo veliko bolj, bom rekla, strateške na nek način, nek smisel nazaj dobivajo. Če tako gledamo od korone naprej, se ne počnemo drugega, kot da se odzivamo na novice, odzivamo na okolje, odzivamo na nekaj. Končno smo se vsaj malo ustavili, jaz upam, da tekom 2023 in sami sebe srečali, da po domače rečem, da bomo zdaj mi izbirali, kako lahko bolj zdravo postavimo temelje svojega življenja. Fizičnega, psihičnega, čustvenega, mentalnega, se pravi vseh aspektov, občutek bo pa znova končno, da se pač nekam, sicer počasi, ampak se pa končno premika. Zdaj, imamo leta od 1 do 9, v resnici, pa je spet nov cikel. To bi potem pomenilo, da mi počasi zaključujemo ta cikel. Res je, kot človeštvo. Zdaj, vsak izmed nas ima tudi svoje osebno numerološko leto, kot poznaš tudi ti svojega iz mojega vodnika. Glede na to, v katerem letu oseba je, bo v letu 2024 gradila nekaj novega. Mi kot človeštvo pa končno ustvarjamo neko, bom rekla, novo zavest, novo strukturo, nove načine delovanja in prihajamo do tega zaključka 2025, ki prinaša nove spremembe, žetev, bom rekla, tudi neko transformacijo, dvig na drug nivo. In jaz srčno upam, da bo to višji nivo, da ne bomo vseeno podlegli izzivom ega, ki pa se nam obetajo letos in šli v likvrc. Potem pa leto 1 je pol to tisto leto, ko počivaš? Ne, leto 1 je pa tako kot puščica, je pa napredek, je pa korak naprej. Enkrat, če si jo prikličeš v misli, je podobna puščici navzgor, ampak vedno simbolizira napredek. Zdaj razlika med letom 5, kot je bilo 2021, in leto 1, ki se nam obeta, vse je dinamična energija, vse se veliko dogaja. Navzven mogoče deluje podobno, ampak energija zadaj, ko govorimo o enki, stopa naprej, prinaša tisto pravo smer naprej, se pravi tiste prave spremembe. Če mogoče dava nek plastičen primer, vsi poznamo ljudi, ki so mogoče dobili nenadoma odpoved, pa so se potem pričeli ukvarjati s tistim, kar jih zanima, pa so tam našli svoje poslanstvo, pa so zelo postali uspešni. Se pravi, karkoli se nam pretrga nasilno, ko smo v letu 1, zaupajmo, da gremo naprej. Ko govorimo o 2021, so bili pa samo rukerji, levo, desno, zdaj tako, zdaj drugače, je pa v bistvu bolj kot nezmeda. Ampak se pravi, 2024 bo 8, 2025 bo 9 in 2026 bo v resnici šele 1. Tako. Imamo še malo časa Imamo še malo časa za tako, se odločiti, kaj bi želeli, malo pospucati, porihtati in se pripraviti. Zdaj, sam ta proces materializacije, recimo sama tudi poznam, recimo, ne vem, obožujem kristal cintamani, ali pa sihote alinski, ali pa črne tektite, mimogrede preverite si glede črnih tektitov neki na spletni strani. Vse to so kristali, ki dodajo energijo materializacije, ampak je pravzaprav zelo odgovorno uporabljati to, zaradi tega, ker če imaš ti neke pozitivne, zdrave misli, jih boš imel še več, če imaš pa ti neke negativne misli, pa nisi na pravi poti, bo pa v bistvu te še bolj porinala, ne? Sigurno. In podoben učinek ima število 8.
Število Se 8 pravi, je velika potencira. odgovornost. Podobno število nič. Katerikoli številčni zapis, kjer je nula v sredini. Nula v bistvu samo spotencira. Nič simbolizira vse ali nič, ker to je potencial, ki ga mi lahko izrazimo, ki ga mi lahko negujemo v dobro ali v slabo. Tako da vse je v bistvu velika odgovornost, vsako znanje in pa naša lastna energija in tega nas uči letošnje leto. Zelo hitro lahko marsikaj prikličemo, zelo hitro lahko marsikaj dosežemo, naš ego se bo seveda v temu sončal in si bo ploskal, ampak ali resnično prevzamemo potem tudi odgovornost? Se pravi, je velika odgovornost, kar pomeni, da je fajn, da znamo meditirati, da znamo tehnike za samoumirjanje, drugače si bomo samo še več kaosa pritegnali. Absolutno, za letošnje leto raje si izbrati 2-3 cilje, pa na temu resnično delati, pa ne bodo to zdravi cilji, zreli cilji, odgovorni cilji in vse, kar nas je 2024 pripravljalo, kot 30 ciljev, pa vsakega na pol, ker bo veliko tudi te zmede, kaj je prav, kaj je narobe. Naš ego nam bo po svoje govoril, da nismo dovolj dobri, da nismo dovolj hitri. Zelo hitro se potem v ta kalup lahko znova ujamemo, v katerega smo se pa pravzaprav navadili nekako hopniti zaradi škandaloznih naslovnic in tako naprej. Danes govorimo o vibraciji števila 8, v katerem bo vibriralo leto 2024. Torej, materializacija in vse, kar si želimo, da, vse, kar nočemo, pa tudi da, ne? Ja, pravzaprav vse je ja. Na koncu dneva, ne? Od nas je odvisno, kaj sprejemamo, pa kaj ne, pa zakaj. Se mi zdi predvsem tudi zavedanje, zakaj si nečesa želimo. Saj tudi sam zakon privlačnosti in marsikatere knjige o tem govorijo, ne samo denar, ampak zakaj. Ampak je pa ta osmica tudi duhovno pa materialno življenje. Zdaj, jaz upam, da res še kdo drug vidi te premike, včasih je bilo tako, ali si duhovno ali imaš pa veliko denarja. Oboje pa ne moreš biti, to je pa čuden. Jaz mislim, da toliko škode si naredimo s tem predalčkanjem, pa ločevanjem, pa dan, pa noč, pa vsi se lahko pohecamo, pa rečemo, po dnevi sije sonce, po noči luna, ampak ko dirja ka luna, tudi po dnevu vidimo na nebu včasih zjutraj. Nič več ni črno-belo, dajmo preklopiti v vseh, ne samo 50 odtenkov sive, pa vseh barvnih odtenkov, kar mi smo. Vsi smo dobri in slabi, vsi imamo tam, vsi imamo svetlobo, vsi imamo zgoraj in spodaj. Se pravi, osmica pravzaprav kar uči je tako zgoraj, tako spodaj, tako znotraj, tako zunaj. In pravzaprav ta energija, ki se pretaka, energija ljubezni, ki se stika v tele točkici v sredini, se pravi in duhovno in materialno. V duhovno izpadajo tudi izzivi iluzije. Tudi izzivi tega, da verjamemo nečemu, česar ni. Kot izzivi ega. In ko se to uravnovesi, se šele prekucne v infinity, ko se energija resnično pretaka. Se pravi, ko govorimo tudi o tem pretakanju, tako kot si želim dobro zase, si želim dobro za druge. Tako kot dajem, tudi sprejemam in tako naprej in tako naprej. Hvala lepa za te modrosti. Lili Sorom je bila danes v moji družbi in ja, duša raste preko materialnih izkušenj. To bomo resnično dojeli v letu 2024. Leto števila 8.